Pač hit trening kot tak je lahko zelo super orodje, ki se ga pač uporabi. Uporabi se ga pa ponavadi za dva konteksta, za dve situaciji. Eno je to, da se v bistvu pač adaptiramo na vročino z razlogom, da bi lažje pa bolje funkcionirali v vročini. Kako se na to pripravimo, je pač malo drugačen protokol, kot pa če bi se pripravljali na to, dajmo reči, drugo lastnost hit treninga, ki ga pa pač uporabljamo kot orodje za izboljšanje določenih fizioloških parametrov, se pravi predvsem pač izboljšanje hematoloških parametrov, ki bi potencialno skozi čas lahko vodile do boljšega performansa. Neko prilagajanje na vroče okolje je relativno hitro pa kratko. Zares za moške bi to pomenilo nekje mogoče 3 ali 4 obiski savne po pol urce v obdobju parih dneh. Pri ženskah traja rahlo dlje. Protokoli, ki se zastavljajo za ta hit adaptation pred nekim tekmovanjem v vročem okolju, kakorkoli, je ponavadi zastavljen med 6 pa 12 obiskov, recimo v nekih 14 dneh. Ali savn, lahko je savna, kakšnih 20-30 minut dnevno v savni, recimo 3-4 tedensko, 2 tedna, je že praktično vrh glave. To so pa v bistvu pač senzorji, ki se uporabljajo do danes, core senzorji, ki pa v bistvu do danes zares prave validacije še ni prestal. Številke, ki jih vrača, ne grejo skupaj z zlatim standardom. Zlati standard je pa, se pravi, rektalen termometer. S tem smo tudi mi delali. Ne rabiš tega senzorja, da pač učinkovito narediš adaptacijo.